Oj, sva Davor in Andraž in Svitek TV in danes se vračamo spet malo nazaj na telefone. Veva, da vam bil zadnji video Tesli full cool in všeč in da si želite še več takih videov. Ne boste verjeli, tudi midva si jih. Ampak, da bi lahko to dosegli, se morate najprej naročiti na tale najin kanal in naj spremljati na teh spodnjih omrežjih, ker nam ima vsak nov naročnik ogromen pomen. Tako da, dajmo povečati našo familijo, da bova nas probal dobila še več Tesla. To je bilo super. No, ampak najna velika ljubezen so pač še zmer pametni telefoni, saj sva konec koncev z njimi tudi začela, ampak danes greva proč od Samsunga in Appla in spet nazaj k Redmi U. Hčerinskemu podjetju vam verjetno bolj znanega Xiaomija, ki je 9. februarja začel prodajati Redmi Note 11. Njegov lanskoletni brat, Note 10, je bil spodoben telefon pod 300 evri in tudi 11, ki nadaljuje ta trend, se ga pri Telekomu Slovenije v prosti prodaji po redni ceni dobite že za 289 evrov, v njihovi spletni prodajalni pa še za 9 evrov manj. Telekomu Slovenije se mora tudi zahvaliti, ker nam je omogočil ta video s tem, da nam je posodil tole napravo. Res iskrena hvala. No, dosti od vsega tega, ker sem videl tukaj še zmer za to, da odgovorijo na vprašanje, a je ta telefon vreden svojega keša za specifikacije, ki vam jih ponuja. Pa da kar začnemo pot do odgovora. Midva sva dobila najinga Note 11 v grafitni sivi barvi, da pa se ga dobi tudi v pomračni modri in zvezdnati modri barvi. Telefon je prišel opremljen 4 GB RAM in 128 GB notranjega pomnilnika, kar je sicer neka srednja konfiguracija, ker se ga na določenih trgih da dobiti tudi z 8 GB RAM, kar bi midva tudi zelo priporočila, če ste malo bolj zahtevni uporabniki in mislite imeti ta telefon kar nekaj cajta, je 4 GB res malo manj. Pa še ta malenkost, telefon ne podpira 5G omrežja, če vam to veliko pomeni. Redmi Note 11 ima tudi plastično hrbtišče z mat finishem za boljši oprijem in pa plastičen okvir, ki je nekako vzel vzor od Appla in Samsunga, pa je letos zato bolj kvadratast. Telefon je tudi lahek za rokovanje, saj vsega skupaj tehta samo 179 gramov in ima tudi IP53 odpornost proti pljuskom in prahu. To lahko vidite tudi na večini teh posnetkov v videu, saj sva snemala v snegu ter dežju in nisem imela težav. Če telefon obrnemo okoli, dobimo pogled na del naprave, ki je letos sprejela največjo nadgradnjo in to je zaslon, ki je AMOLED s Full HD resolucijo. Ta ima diagonalo dolžine 6,43 inča s kar konkretno brado. Novost pa je 90 Hz osveževanje zaslona, ki pa ni adaptivno, še vseeno pa je nadgradnja napram lanskemu letu, ko je bil samo 60 Hz. Steklo zaslona je sicer Corning Gorilla Glass 3. Z zaslonom boste zelo zadovoljni, za to ceno se doseže svetlost kar do 1000 nitov, kar je zelo dobro za ta cenovni rang. Poleg tega pa sproducira zelo natančne barve, kar boste sploh cenili tisti, ki radi pogledate kaj na Netflixu ali pa na YouTubeu. Vašo izkušnjo bodo dopolnili kvalitetni zvočniki na vrhu in dnu, ki so precej glasni za ta rang. Poleg tega pa boste na tem telefonu najdel tudi še 3,5 mm velik vhod za slušalke, ki ga večina naše zmeri pogreša na flagshipih. Še ena dobra stvar, ki jo ima Note 11, ki je dosti drugih telefonov nima, pa je to, da ima na vrhu infrardeči senzor, tako da lahko z njim upravljate druge naprave, kot so recimo TV-ji ali pa klime, in sem mnenja, da bi ta senzor morali imeti več telefonov, skozi manj jih ima sicer, ker dostikrat pride prav, sploh če veliko potujete in če se nočete dotikati daljincev polnih bacilov v kakšnih hotelih. Veseli pa naj tudi, da v Sloveniji ta telefon dobite z NFC-jem, ki omogoča brezstično plačevanje na POS terminalih, ker ga na čisto vseh trgih nima. In tudi sicer na nižje cenovnih telefonih ta tehnologija precejkrat manjka. Poleg tega pa ima tudi zelo dober in zanesljiv bralec prstnih odtisov na stranski tipki za vklop in izklop, ki zelo hitro prebere prsten odtis in odklene zaslon. Telefon je zelo radodaren tudi z režami naokoli in okoli, ker ima prostor za dvojni SIM in ima tudi režo za razširitev spomina z micro SD XC kartico. Zdaj pa pojmo pod pokrov. To napravo poganja Qualcommov čip Snapdragon 684G, ki je baziran na 6-nanometrski tehnologiji proizvodnje, zaradi česar je tudi bolj energijsko učinkovit, kakor je njegov lanskoletni predhodnik. O čemer bo pa tudi več povedala v nadaljevanju, ampak je pa res, da to ni glih vrhunski čip. V vsakodnevni uporabi sicer vse zastavljene naloge večinoma opravljal brez problema. Včasih je bilo mogoče opaziti malo leganja in tudi videti, da telefon še vse ni flagship,
ampak za to ceno deluje sprejemljivo. Mogoče pa take stvari mi dva samo bolj opaziva, ker sta pač navajena flagship telefonov. Pa te kljurja. Ja, in maybe vi tega sploh ne boste opazili. Tudi opazila nisem, da bi se telefon kaj posebej pregreval, še zmeraj pa morate imeti v glavi, da to ni čip premijskih telefonov, tako da igrc na tem telefonu ne boste mogli poganjati v najvišjih nastavitvah, posigurno. Uporabniško izkušnjo zaključuje še MIUI 13, Xiaomijev uporabniški vmesnik čez operacijski sistem Android 11. Ker se tega tiče, sem videla kar malo razočarana, da je telefon še zmeraj na 11, ne na 12, ampak pri podjetju vsaj obljubljajo, da bo v prihodnje prišla posodobitev tudi na 12. Kako dolgo bo ta telefon dobival posodobitev, pa je vprašanje za milijon evrov. Sam res upava, da bodo končno malo izboljšali svojo politiko posodobitev. To bi bilo za vas tudi fair. MIUI 13 je sicer v redu vmesnik, vidi se mu, da je dosti inspiracije pobral od Apple, sploh kar se tiče nadzornega centra in plošče za obvestila, ki sta ločena, ampak če vse ima veliko svojih funkcionalnosti, ki uporabnikom olajšajo življenje in za katere sva precej hvaležna. Naprimer, razvrščanje aplikacij po kategorijah v predalniku, pametna stranska vrstica za appe, efekti za obvestila in tako podobno. Xiaomi se je tudi odzval na kritike in MIUI naredil veliko bolj stabilen in če ga še malo prepucajo, malo uredijo nastavitve ter odstranijo kakšen bloatware, pa bo že res super vmesnik. Zdaj pa pojdimo k kameram. Note 11 ima sistem 3 objektivov plus enega senzorja. Ima namreč 50 megapikslov velik glavni objektiv, 8 megapikslov velik širokokotni objektiv, 2 megapikslov velik makroobjektiv in 2 megapikslov velik globinski senzor. Spredi pa še objektiv za selfije z velikosti 13 megapikslov. O sami kameri sicer lahko rečemo, da je v redu za tak denar, dokler je dosti dnevne svetlobe, naredi čisto solidne fotke, kakor jih je v letu 2022 večina telefonov sposobna. Fotke so dosti ostre in polne detajlov, se nam pa zdi, da njihovo procesiranje včasih malo spali in sproducira barve, ki niso podobne takim, kakor so v resnici. To je nasploh bolj vidno pri ultra širokokotnih fotkah, kjer se opazi, da so ti precej bolj drugačni, kakor iz glavnega objektiva in da so pri robovih malo popačeni. Digitalen zoom še zmeraj presenetljivo ohrani kar v redu podrobnosti, ampak ja, prijetno naj jo preseneti tudi makroobjektiv, ki je dejansko uporaben za razliko od večine telefonov, ki ga imajo sploh pri tej ceni. Prednost tega telefona pa je tudi portreten način tako na selfie objektivu, kot tudi na hrbtnem objektivu. Se lepo loči subjekte od odzadja. Zgodba pa začne malo razpadati pri nočnih fotkah, kjer pa se končno opazi, da gre za telefon pod 300 evri. Ta glaven objektiv je še kakor to v redu, sploh če vklopite nočen način. Problem pa je pri ultraširokokotnem objektivu, kjer so se fotke malo zapacale nama in so brez detajlov. Prav tako pa ne pomaga nočen način, ker ga pri tem objektivu ni na voljo. Downgrade napram Note 10 je tudi to, da lahko videe snemate samo v 1080 pikslih in ne v 4K, ker naju nekako ful preseneti, ker dejansko nismo našla razloga, da ta resolucija ni podprta. Edini mogoče procesor slabši, videe naprava sicer posname v redu, je pa problem, da ne boste dobili nekega hudega dinamičnega razpona noter. Zdaj, kar se kamer tiče, je najen sklep naslednji. Brez problema opravijo svoje, ampak ne kupovati tega telefona, če ste entuziast za fotografijo, ker to ne bo telefon za vas. Če pa radi samo na hitro nekaj poslikate, glihtok da imate in če rabite poskenirati dokumente, pa bo ta telefon več kot izpolnil vaše pričakovanja. Veste, kaj pa bo siguren izpolnil vaše pričakovanja? Baterija na tem telefonu, ki je res zelo dobra. Je velikosti 5000 mAh in vam bo kar trajala, tudi če boste telefon uranko uporabljali, če pa ne boste, pa itak sploh. Tudi čez noč telefon ne izgubi veliko energije, če pa vam je slučajno začne primanjkovati, pa je lahko na hitro napolnite s hitrim 33-vatnim polnilcem, ki vam jo nafila v približno pol ure. Moramo pa tukaj pohvaliti Xiaomi, da niso posnemali Apple in Samsunga, tako da dobite v škatli polnilc in silikonski ovitek. Tako bi mogli narediti vsi in če to lahko dobite pri telefonu za švoh 300 evrov, pol ni nobenega izgovora, da tega ne morete dobiti tudi pri premijskih telefonih. Res, kapo dol Xiaomiju, prosim tega ne spreminjati. Nič, tole je bil Redmi Note 11 za vas. A ja, pa še glede tega naslova. S tem, ko sva rekla, da je to naslednji telefon vaših staršev, to ni bilo mišljeno kot kritika, ampak zgolj to, da je to zanesljiv telefon, ki tudi starejšim ljudem ne bo povzročil preglavic. Sam
A lahko priporočiva ta telefon za čisto vse, ki hočete telefon imeti za manj kot 300 evrov? Ne čist za vse. Če imate lanskoletnega Note 11, pol ni vidva prav nobenega razloga, da letos nadgradite, ker ima določene stvari, ki so boljše kot letošnji Note 11. Naprimer, snemanje videov v 4K. Če hočete imeti te stvari, si raje mislite njegovega večjega brata Note 11 Pro, ki je pa tudi dražji. Po drugi strani pa, če vam je bolj, da imate nek manjši telefon, boste za manj kot 300 evrov dobili telefon z 90 Hz osveževanjem zaslona, stereo zvočniki, odlično baterijo in priloženim polnilcem. To pomeni, da boste dobili veliko za svoj cash, redi pa je treba tudi pohvaliti, da držijo ceno konstantno tam okoli 300 evrov. S tem bombastičnim zaključkom tudi zaključujejo današnji video. Še enkrat hvala Telekomu Slovenije, da nam je posodil ta telefon. Hvala pa tudi vam, najne cenjeni naročnice in naročniki. Upava, da vam je bil ta video všeč in se kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!